Pozdravljeni v prvem zdravstvenem podkastu na N1. Sem Alenka Kesar in moja prva gostja je priznana kardiologinja dr. Katja Ažman Juvan iz UKC Ljubljana. Ukvarja se s proučevanjem vplivov športa na zdravje srca. Pozdravljeni. Pozdravljena. S čim se vi ukvarjate? S kakšnim športom? Trenutno največ s pohodništvom. To se je nekako spremenilo v času, ko smo dobili psa in se je potem tudi preživljanje prostega časa prilagodilo temu, da smo čim več skupaj. Tako da predtem je bilo več, mogoče tudi malo bolj intenzivnih športov, tenisa, kolesarjenja in podobno. Tako da zdaj je res v ospredju hoja, tudi v hribe, pa padel, nov šport, moram priznati, da mi je všeč. Pa nekaj plesa, pa seveda potem ena kombinacija tudi vseh ostalih športov, ampak mogoče malo manj kot včasih. A bi lahko rekli, da je potem hoja tisti tip športa, ki ga kardiologi najbolj priporočate? Težko bi opredelili en sam šport kot najboljši za vsakogar. Hoja je sigurno neko najbolj naravno gibanje, ki ga poznamo, že iz starih časov in je sigurno zdrava. Kar se tiče pa ostalih športov, pa če gledamo raziskave, nekateri drugi prednjačijo po pozitivnih učinkih in na dolgoživost, in na srčno-žilno zdravje in še na kaj drugega, tudi mentalno zdravje v končni fazi. In tukaj v ospredje prihajajo športi z loparji, konkretno tenis, ki v bistvu poleg samega gibanja, ki ima tudi neko obliko intervalne vadbe, pozitivno vpliva tudi na kognitivne sposobnosti, treba je malo taktike vključiti v igro in pa tisto, kar se je izkazalo za zelo pomembno, ima tudi socialno komponento, tako da športi, ki se izkazujejo kot najbolj zdrave, vključujejo po eni strani gibanje in po drugi strani tudi neke socialne stike, ki jih ohranjamo, kar je sploh pomembno v starosti. V bistvu je potem tudi tarok lahko dober šport, ker je tudi ena socialna komponenta, ne? Za možgane. Za možgane, Za telo pa tudi mogoče roka malo dela, ne? Ja, male mišice rok. Kaj bi lahko rekli, ali obstajajo kakšne smernice, koliko naj bi se odrasli gibali? Ker če potegneva črto, šport je zdrav, to je nedvomno, ampak koliko športa? Ja, v bistvu vsa svetovna združenja, tako kardiološka združenja, kot tudi nekatera ostala, pa tudi Svetovna zdravstvena organizacija, imajo jasno določena minimalna priporočila glede obsega in tudi intenzivnosti gibanja. Zdaj, tukaj kot neko tako minimalno priporočilo šteje od 150 do 300 minut zmerne telesne vadbe tedensko ali 75 do 150 minut intenzivne vadbe tedensko. Seveda pa, če je vadbe več kot to, ni slabše, je boljše, dokazano boljše in v resnici neke zgornje meje jasne niti ne poznamo. Se pravi, da fino je, da bi delali nekaj za, ne vem, hojo, tek, kolesarstvo, pa potem nekaj za moč zraven. Ja, sploh po 50. letu, ko nam mišična moč hitreje upada, pa mišična masa, je zelo priporočljivo, če ne ključno, da delamo tudi vaje za moč vsaj 2-krat tedensko. Tudi mlajši seveda, ampak če ne prej, pa potem po 50. letu. Tako da ena kombinacija je vsekakor tista, ki je najbolj priporočena. Bi lahko rekli, da je pa za kakšen tip ali stanje bolezni šport prepovedan? Obstajajo določene srčno-žilne bolezni, če ostaneva pri srcu, pri katerih je dejansko šport praktično odsvetovan oziroma je priporočena samo lahka telesna vadba. Ampak takih bolezni je zelo, zelo, zelo malo. In kardiologi, ki vodijo take bolnike, jim pač morajo tudi svetovati ustrezno, koliko telesne vadbe je za njih še priporočeno oziroma v redu, da si ne delajo škode.
Za vse ostale, pa za veliko večino ostalih bolezni pa velja, da neka oblika telesne vadbe, ki je pravilno prilagojena njihovemu stanju, pozitivno vpliva na razvoj bolezni, tudi na prognozo bolezni. Tako da tisto, kar nekako zagovarjamo in si želimo, in v smer, česar je bilo že narejenih nekaj korakov, nismo pa še čisto tam, kjer bi želeli biti, je nekaj, kar imenujemo vadba na recept. To pomeni, da bi lahko telesno vadbo dejansko predpisovali kot zdravilo, ker to tudi je. In to v bistvu eno najboljših, če ne najboljše in najbolj univerzalno zdravilo, kar jih sploh imamo. Se pravi, da obstaja možnost, da bi od zdravnika ali pa kardiologa dobila recept, kjer bi mi predpisal, koliko moram vaditi, in verjetno tudi trenerja, tudi s kom vadim, ali pa trenerja, fizioterapeuta ali pa kaj v tem smislu? Ja, to je takšna ideja, da bi se vzpostavili centri, ki bi dejansko tudi v praksi imeli vso potrebno infrastrukturo, kar se prostorov tiče, pa tudi kadra, ki bi lahko nudili takšno vadbo, ki bi bila vnaprej opredeljena, torej način vadbe, vrsta vadbe, količina vadbe in tudi intenzivnost vadbe, vsaj do neke mere na začetku pod nadzorom, zato da se potem neke nove navade vzpostavijo, pravilni vzorci tudi gibanja recimo, in potem na tem temelji nadaljnje gibanje vseh teh posameznikov. Smo še zelo dolgo do tja? Težko rečem. Sigurno pa ni to nekaj, na kar lahko računamo v naslednjem letu recimo. Ja. Bilo je nekaj projektov na to temo, ki so se izkazali kot uspešni. Je pa to kar velik zalogaj, tako organizacijski kot tudi finančni. Dolgoročno zagotovo nekaj, kar se splača. Ampak kako bojo šle pa stvari zdaj v naslednjih letih, pa upajmo, da dobro. Pred leti je zelo zaživela tehnika 10.000 korakov. To je bilo nekaj, kar je bilo zelo dobro zamišljeno, zelo hitro se nas je prijelo, šteli smo korake. Vi povejte strokovno, ali je kaj na teh 10.000 korakih ali je dobra marketinška poteza? To je bila v osnovi zelo dobra marketinška poteza. V času pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 1964. Takrat so promovirali pedometer, torej števec korakov. V ozadju teh 10.000 korakov je pa v bistvu japonski simbol za 10.000, ki spominja na neko osebo, ki hodi. Tako da takrat je ta številka nekako se pojavila v javnosti. S tem so poskušali promovirati gibanje tudi med Japonci, za katere je bilo ocenjeno, da se gibajo recimo v povprečju polovico tega. In potem se je to brez kakih raziskav razširilo po celem svetu praktično. Raziskave so se potem seveda začele pojavljati. Velikokrat so bile zastavljene tako, da so teh 10.000 korakov vzeli kar kot neko dejstvo in so potem nekaj drugega primerjali z njimi. Tako da šele zdaj, mogoče kasneje, so se pojavile raziskave, ki pa ne vključujejo več skupine, ki dela 10.000 korakov dnevno, ampak jih dela recimo po 8.000 ali pa po 7.000 in seveda tudi manj ali pa tudi kaj več. Tisto, kar se je izkazalo, je, da je teh 10.000 korakov dejansko kar v redu cilj. To ne pomeni, da če jih delaš 8.000 dnevno, boš bistveno na slabšem. Se pa ve, da več korakov kot naredimo ali pa več kot se gibamo, večje koristi lahko pričakujemo za zdravje.
Tako da, če primerjamo nekoga, ki jih dela, ne vem, 2000, 4000, 8000, se ta korist ali pa dobrobit telesne vadbe samo stopnjuje. Res je pa, da se najbolj stopnjuje pri tistih, ki so bili v izhodišču najmanj telesno aktivni. Torej, če začneš iz praktično nič, pa prideš na 5000, bo v bistvu dobrobit večja, kot če iz 5000 povečaš na 10 000. S tem ne bi rada povedala, da Ja. ni pomembno Ja. biti bolj aktiven, zaradi tega, ker so praktično vse raziskave pokazale, da bolje, kot smo telesno pripravljeni, torej bolj kot smo fit, bolje je to za naše zdravje, pa da če tukaj govoriva o srčno-žilnem zdravju, če govoriva o sladkorni bolezni, če govoriva o demenci, o anksioznosti, o različnih vrstah raka, tako ta spekter pozitivnih učinkov vadbe na zdravje je dejansko res zelo, zelo širok. Tako da absolutno, če le lahko, spodbujamo več. Izkazalo se je recimo v eni nedavni veliki raziskavi, da če ljudje vadijo 2 do 4-krat več, kot so ta priporočila, o katerih sva govorili, to še dodatno za približno tretjino zmanjša srčno-žilno in tudi splošno umrljivost, tako da ta učinek se povečuje, absolutno. Ampak pod črto pa tudi za tiste mogoče, ki niso zmožni takega obsega telesne vadbe ali intenzivnosti, karkoli je boljše kot nič. Torej, cilj je za vsakega posameznika takšen obseg, takšna intenzivnost vadbe, ki jo še zmore in ki je za njega seveda tudi zdrava. Rečiva zdaj, na primer, oseba pri 40 letih do takrat, do zdaj ni nič posebnega delala v zvezi z gibanjem, ve, da je potrebno, kako naj začne, s čim in predvsem, kako naj vadi, dela karkoli, da je hitro ne mine, ker problem je v tem, da se zaženeš, rečeš, zdaj pa imam to in potem res po parih dneh rečeš, no, okej, tudi mogoče nimam. Ne? Kako? Ja, nekje že po 35. letu, po 40. pa zagotovo, je tista bolezen, ki nas najbolj ogroža in ki se je tudi glede tega najbolj bojimo, ateroskleroza. To pomeni, da se nam začnejo na žilah, tudi na žilah, ki prehranjujejo srce, torej koronarnih arterijah, tvoriti obloge. K tvorjenju oblog pripomore in jih pospešuje en kup stvari, za katere vemo, pa tudi seveda nekaj takih, za katere še ne vemo, in te imenujemo dejavniki tveganja. Torej pri taki osebi, če rečeva 40 let, je najprej smiselno oceniti, ali take dejavnike tveganja ima ali ne. Med njih spada kajenje, spada visok krvni tlak, spada sladkorna bolezen, povišan holesterol, debelost, zasedenost že tako, seveda tudi družinska obremenjenost, geni so pomembni, a ne? In če imamo pred sabo osebo, ki ima več takih dejavnikov tveganja in je bila prej dejansko povsem zasedena, je smiselno, da jo pogleda zdravnik in presodi, ali bi bilo treba še kakšne dodatne preiskave pred vključitvijo v nek tak program telesne vadbe ali ne. Na vsak način naj bi bili pa vsi začetki postopni. Bolj kot je izhodišče zasedeno, če temu tako rečeva, bolj postopno je treba potem z vadbo začeti in jo stopnjevati. Se pravi, dejansko je treba iti zdravniku in reči, prostite, rad bi začel nekaj vaditi, dolgo nisem, a mi lahko osnovne parametre pogledate, EKG, kri, pač neke osnove, in se potem lotiš nekako bolj organizirano, ne? Ja, zdaj, sploh če imava pred sabo tako osebo, o kateri sva govorili, absolutno ja, ker je potem tudi nadzor nad temi dejavniki tveganja zelo pomemben dolgoročno za te ljudi. Ampak ja, jaz
večkrat uporabim to primerjavo. Če avto peljemo na tehnični pregled vsako leto, mogoče pa lahko vsaj kdaj tudi sebe peljemo, pa preverimo, če je vse z njimi. Sej v Sloveniji je vzpostavljena mreža referenčnih ambulant, na katere se potem lahko ljudje obračajo. Tudi splošni zdravniki tukaj naredijo ogromno za to, da se pač ta del nekako prepozna, tudi obvladuje, tako da vemo, kakšne so težave v našem zdravstvu, ampak kljub vsemu jaz mislim, da delajo zelo dobro. Tudi jaz tako mislim. Greva zdaj še na drugo skrajnost. Po eni strani imamo ljudi, ki ne vadijo, vedo, da bi morali, in v zadnjih letih se je kar povečala skupina ljudi, ki pa pretirano vadijo. Ko rečem pretirano vadijo, naprimer ob 12. sredi največje vročine v klanec s kolesom in tako. Koliko je to še zdravo? Je to sploh zdravo? Zakaj to počnejo? Ja, a moram odgovoriti? Prosim. Ja, nekateri vzorci obnašanja zagotovo ne prispevajo k zdravju in zato ni treba biti zdravnik, da ti je to jasno. V ospredju so zagotovo neke druge stvari, ne zdravje, ali je zdaj to neka potreba po dokazovanju samemu sebi, da zmoreš, da si še vedno mlad. V nekih skupinah, sploh moških, mogoče v srednjih letih, kar precej je zasvojenosti s športom, ki ni tako nedolžna in je pač zasvojenost kot vse ostale oblike zasvojenosti, tako da tukaj tako kot marsikje drugje ali pa praktično povsod v življenju velja, da je zmerna pot verjetno najboljša pot. Tako glede obsega kot intenzivnosti, kot okoliščin, v katerih vadimo. Nenazadnje je tisto, kar telo potrebuje, tudi počitek in regeneracija, katere čas se s tem, ko se staramo, tudi podaljšuje. Tako da kakšni, pa ne zelo redki, rekreativni športniki včasih daleč presegajo profesionalne športnike po tem, koliko časa, energije in vsega ostalega vložijo v šport. Nekateri delajo to vodeno, pravilno, je pa še precej več tistih, ki v bistvu ne upoštevajo, ker niti ne poznajo nekaterih osnovnih načel športnega treniranja in s tem, ko povečujejo svoj obseg treningov, v resnici ne delajo sebi dobrega, ampak kvečjemu kdaj tudi škodo. Pa poglejva mogoče simptome, ki nas opozorijo, da smo pretiravali športom. Kaj je tisto, kar rečeš, to pa zdaj ne bo nekaj v redu? Ja, zdaj tako kot pri recimo temu tekmovalnih športnikih, tudi pri rekreativnih športnikih lahko pride do pretreniranosti. Nažalost nimamo enega znaka ali pa več kombinacije znakov, ki bi nam natančno povedal, da gre za to. Lahko pač opažajo ljudje, da pač ne napredujejo pri treningu, tako kot si predstavljajo, da bi morali, oziroma se njihovi rezultati celo slabšajo. Lahko vpliva to na njihovo počutje, lahko postajajo malo depresivni, lahko se jim srčni utrip v mirovanju nekoliko poveča, ampak ponavadi se najprej izključujejo določene stvari in potem nekako, ko to ostane kot neka taka najbolj verjetna možnost, potem je treba si vzeti čas in počivati. To je stanje, ki v bistvu ni ogrožujoče, vsaj ne na krajši rok, ne. Tisto, na kar pa moramo paziti in kar je lahko opozorilo, da pa z našim zdravjem, pa spet bova šli na srčno zdravje, dejansko ni kaj v redu, je pa to, da če se začnejo ljudje zadihati
prej, kot bi se jim zdelo primerno, ali utrujati prej, kot bi se jim zdelo primerno. Če se jim začnejo pojavljati bolečine v prsih med telesnim naporom, če pride do kakih omotic, kaj šele izgube zavesti, ali če imajo občutek, da srce ne utripa pravilno, to so pa tisti znaki, ki so pa potem opozorilo, da je treba počakati z nadaljevanjem vadbe, najprej z zdravnikom razčistiti, kaj je v ozadju in šele potem nadaljevati, ko se ve, pri čem smo. Sicer pa tudi bolniki po srčnih infarktih, po različnih srčnih težavah še vedno lahko vadijo, kot ste prej rekli, celo priporočljivo, verjetno pa tudi v nekem svojem ritmu, ne? Verjetno jim date vi neka navodila, kako. Ja, bolniki imajo po srčnem infarktu že organizirano rehabilitacijo, ki je lahko zdraviliška, še bolje in v večini zdaj tudi tako je pa ambulantna, kjer jih spremljajo, kjer jim predpisujejo vadbo, kjer tudi ocenjujejo njihov napredek. Potem imajo pa možnost vključevanja v tako imenovane koronarne klube, ki so tudi že leta zgledno organizirani na področju cele Slovenije in potem vadijo oziroma se obračajo tudi na njih lahko za nasvete, če bi jih potrebovali. Po Sloveniji je tudi kar nekaj centrov za krepitev zdravja, tudi tam se da dobiti marsikateri dober nasvet ali pa pomoč, kako za naprej. So pa seveda bolniki po srčnem infarktu med seboj zelo različni. Nekateri imajo to srečo, da jo odnesejo praktično brez posledic, in če imajo potem to situacijo na žilah razrešeno, če imajo dobro krčenje srca, če nimajo motenj ritma, v bistvu lahko se rekreirajo praktično brez omejitev. In potem imamo na drugi strani ljudi z obsežnimi srčnimi infarkti, z precej izraženimi znaki srčnega popuščanja. Tam je pa seveda ta obseg, intenzivnost telesne vadbe bistveno manjši in pač prilagojen na njihovo stanje. Ali po vaših izkušnjah bolniki, ki doživijo srčni infarkt, doživijo tudi neko streznitev, tudi nek wake-up call, ali se pogosto vrnejo nazaj k načinu življenja, kot so ga živeli prej? Streznitev se zgodi pri predsejšnjemu delu, vendar pa na žalost ne traja zelo dolgo. Prvega pol leta je množica tistih, ki pazijo na prehrano, ki se gibajo, ki prenehajo kaditi, ki dosledno upoštevajo vsa navodila, vključno s predpisanimi zdravili. To je to okno priložnosti, ki ga bi morali mogoče še malo bolj izkoristiti, kakor ga kdaj. Potem z oddaljevanjem od samega infarkta, od samega dogodka, pa potem ta vnema malo popušča in tukaj je pač pa tisti čas, ko moramo mi v sodelovanju z njimi poskušati vzdrževati ta nov, če temu tako rečemo, način življenja pač v čim večji meri. Je pa to kar človeško, kaj ne? Mislim, da to ni samo po infarktu, ampak da taki smo. Smo Slovenci tako, kar orenk rekreativci, ne? Se mi zdi, da zadnja leta jih zelo veliko kolesari, na primer, zelo veliko jih teče. Mlade generacije so izjemno ozaveščene. Imate tudi vi ta občutek, da te mlade generacije znajo bolj poskrbeti zase, so zrastli s tem zavedanjem, da je to nujno? Jaz ne vem, če te mlade generacije v resnici, če se gibajo več, kakor so se prej, oziroma se v povprečju še vedno manj, sploh v času covida se je to zelo poznalo in še vedno nismo čisto tam, kamor bi radi prišli. Če gledamo povprečje, ne vem, svetovno ali pa drugih držav, smo še vedno, rečemo temu, kar v redu. Lahko bi bili seveda tudi še malo višje. Mislim, tisto, kar je grozljiv podatek, je recimo, da po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v svetu
30% odraslih ne dosega teh minimalnih priporočil za gibanje, ampak 80% adolescentov, kar je tako prav grozno. To je res, ali kaj? To piše na njihovi spletni strani. To je presenetljivo, ne? Ja. Občutek je, da se mladi res zanimajo za, ne? Ja. In recimo, ne vem, Azija ima ta procent še višji. Zanimivo. Ja. S čim pa se potem mladi ukvarjajo? No, to je tema za drugič. Rekli sva torej, če bi morali zdaj izpostaviti 3 najpomembnejše nasvete za zdravje srca po 40. letu, katere bi bili? Mislim, en sam bi bil zdrav način življenja. Dobro. Z vsem, kar praktično vsi vemo, kaj naj bi pod to spadalo. Torej, pravilna prehrana, recimo najbolj priporočamo mediteransko prehrano, ki je nam tudi dosti blizu, zadosti gibanja, pa jaz bi tukaj rekla mogoče tudi zadosti počitka. Toliko, da damo telesu možnost, da dejansko se regenerira. To je pomembno za številne bolezni, pa mogoče včasih ne poslušamo svojega telesa takrat, ko bi ga že morali. No? Jaz ga včasih ne slišim. Ga bi morala poslušati, pa ga ne slišim. Še za konec, ste mati vrhunske športnice, od blizu lahko opazujete, kakšen je vrhunski šport. A je vrhunski šport zdrav? Nihče ne bo nikoli rekel, da je vrhunski šport zdrav. Je res, da vrhunski športniki, pa zdaj sem štejemo olimpijce ali pač zmagovalce v določenih panogah ali karkoli že, statistično gledano privede do podaljšanja življenjske dobe, tam se 5 do 7 let. Kakšni so razlogi za to, je druga stvar, verjetno so to le ljudje, ki tudi, ko prenehajo s tekmovalnim športom, živijo neko malo bolj zdravo življenje. Ampak če pa gledamo že iz vidika poškodb, praktično v določenih panogah ni športnika, ki ne bi bil vsaj enkrat poškodovan. Tudi mogoče davka za mentalno zdravje, ki ga vrhunski šport s seboj prinaša in o čemer se vedno več govori, tudi če gledamo z tega ali pa vem, da bo naslednja sogovornica oziroma sogovornica v naslednjem podcastu dr. Kozjekova, ki se ukvarja s prehrano, Pri mladih športnikih imamo ogromno Rett sindroma, to je v bistvu sindrom, pri katerem pride do relativnega pomanjkanja energije z vsemi posledicami, o katerih bo ona več povedala. Mislim, tega je zdaj res veliko. Se pravi, zmerno in po pameti. Zmerno in po pameti je zagotovo univerzalni recept. Najlepša vam hvala, ker ste bili moja prva gostja. Hvala za pozornost, vidimo se znova prihodnjo nedeljo, pazite na svoje zdravje.